Pozdravljeni! Danes so zopet na vrsti vaše pobude ter vprašanja in danes izjemno aktualna tema. Govorili bomo o omejitvah, kar se tiče nakita in obvezni nošnji pravega ustreznega spodnjega perila. Verjetno se marsikomu izmed vas zdi ta polemika malce nerazumljiva. Namreč ni nam jasno, kaj hočejo sploh pri Formuli 1 doseči. A videli smo kar mnogo neprijetnih reakcij strani voznikov glede same nošnje nakita ter zaščitnega spodnjega perila. A najprej moramo razumeti, zakaj je sploh do te polemike prišlo. Namreč izgleda, kot da si je nekdo na vrat na nos izmislil to pravilo, da vozniki ne smejo imeti seveda nakita in da morajo nositi ustrezno zaščitno opremo. A o tem jasno piše kodeks FIE in govorimo o delu L, poglavju 3 in seveda točki 5. Tam notri so našteti vsi deli opreme, ki jo lahko ima voznik v motošportu z vsemi ustreznimi homologacijami. Sedaj vam pokažem tisti del, ki določa seveda nošnjo spodnjega perila. In ne govorimo o pravilniku Formule 1, temveč o športnem kodeksu FIE. Kot ste razumeli, te omejitve veljajo za vse kategorije, ki so pod okriljem FIE. Torej gre za pravilo, ki je prvič znano in drugič univerzalno. In gre za zaščitno opremo, ki prepreči vozniku, da bi se lahko huje poškodoval, ukolikor pride do kakšne nesreče. In lep primer je Roman Grosjean na veliki nagradi Shakirja. Mislim, da se še vsi dobro spomnimo, kaj se mu je zgodilo. Kolikor ne bi imel ustrezne opreme, bi jo odnesel bistveno huje, kot jo je. V tem poglavju, kot sem vam povedal, so tudi določeni atesti za zaščitne čelade, za tista zgornja zaščitna oblačila, ovratnice Hans, rokavice, čevlje in še bi lahko našteval. Vse je točno kategorizirano in seveda predpisano. Marsikdo izmed vas se bo sedaj začel spraševati, no ja, kje je pa tu problem? Vse je zapisano in seveda vozniki vedo. Seveda vedo. A dogajalo se je, na primer v Formuli E, da zaradi udobnosti nekateri vozniki niso nosili predpisane zaščitne opreme, vsaj kar se tiče spodnjega perila. Namesto dolgih hlač so imeli kratke, ker je bilo dobesedno nekaterim voznikom toplo. In na srečo se ni zgodilo nič, ampak ko so pri preverjanju to ugotovili, so sledile denarne kazni. In zato razna spakovanja Sebastiana Vettla glede spodnjega perila se mi ne zdijo primerna, kajti izgleda, da pač vsi ne spoštujejo pravil in zato jih je treba preverjati. Če je vse v najlepšem redu, ni težav. Sedaj pridemo na tisti drugi del, malce bolj polemičen, ki se dotika nakita. In nakit, kot dobro veste, nosim tudi sam. A prav v istem delu športnega kodeksa FIE je točno zapisano, da v samih poledih nakita se ne nosi. Raznih prstanov, uhanov, verižic, nič. In zato obstaja razlog, kateremu se bomo vrnili malce kasneje. A najprej bi rad poudaril, da pravilo je v športnem kodeksu od sezone 2005. Torej ni neka izmišljotina, ki bi jo nekdo sedaj na silo hotel uvesti. Zadeva je v svetu Formule 1 bistveno dlje časa, kot so kariere večine voznikov, ki so danes prisotni na štartnem razporedu. Težava je v tem, da mnoga leta
tega nihče ni preverjal in zato so vozniki enostavno začeli delati, kar se jim je zapasalo. A sedaj se bo lahko marsikdo izmed vas vprašal, no ja, zakaj je pa prepovedano imeti nakit? Iz varnostnih razlogov. Namreč, ukolikor ima nekdo, na primer, uhane, se ti lahko zataknejo ob tisto negorljivo podkapo in imajo reševalci težave, ko snamejo, na primer, čelado in druge dele negorljive zaščitne opreme iz, bog ne daj, opečenega voznika. In podobno je s prstani. Naprimer, sedaj bi vam rad pokazal primer, kjer bomo uporabili izjemno grafično eksplicitne fotografije. Na začetku sem omenil Romana Grožana. On je en izmed tistih, ki na dirki nosi nakit poročni prstan. Sedaj, spomnimo se vsi tistih fotografij, ko smo videli njegovi dve roki oviti, ker sta bili opečeni. A sedaj bi vam rad pokazal še nekaj drugih fotografij in bodite pozorni na njegovo levo roko. Namreč vidimo dokaj grozljive znake opeklin in ko se je stanje malce izboljšalo, je seveda Roman zopet nadel svoj poročni prstan. A po pričevanju naj bi bil ta z njim tudi v času nesreče. Roman Grožan pravi, da mu prinaša srečo in da ga ne bi rad snel za nič na svetu. A reševalcem oziroma tistemu medicinskemu osebju, ki ga je oskrbovalo, je bilo potrebno sneti prstan, da so mu lahko oskrbeli poškodovano roko. In tako si je morda povzročil več bolečin in reševalnemu osebju naredil več dela. Iz tega praktičnega razloga je prepovedano imeti nakit med dirko Formule 1. In tu ni težaven, na primer, samo Lewis Hamilton. Na primer, Pierre Gasly nosi zmeraj ogrlico in ukolikor boste malce bolj pozorni, preden sede v bolid, seveda se je dotakne in napravi nekaj molitev. Gre za vraževirje, ki je zmeraj prisotno v svetu Formule 1. Nič kaj takega, ampak jasno nam je, zaradi katerih razlogov je nakit prepovedan. In sedaj vemo, da situacija je taka, da pri prejšnjih direktorjih dirk Formule 1 so bile zadeve malce proste. Lewis Hamilton je malce izvzet iz teh pravil, kajti njegov nakit je tudi take vrste, ki ga ne more prosto sneti kot sedaj jaz prstan. In zadeva je tudi taka. Videli smo, da pri prejšnjem direktorju dirk Michaelu Masiju so bile zadeve izjemno razpuščene. Sedaj je prišel nov dvojec, ki želi zadeve postaviti na svoje mesto. Spodnje perilo in nakit ni glavna tematika, ampak lahko si vsi predstavljamo, kako bodo lahko vozniki sledili tistim glavnim navodilom direktorja dirke, če ga ne poslušajo niti pri takih, imenujmo jih, malenkosti. Prav zaradi tega razumem, da je na primer Nils Wittich že na veliki nagradi Avstralije začel s to zgodbo okrog nakita. Seveda, če ima voznik lahko uhan ali prstan, ga to verjetno ne bo stalo življenja, ampak videli smo, da lahko marsikomu naredi življenje malce težje, ukolikor pride do hujše nesreče. A bistveno je, da vozniki Formule 1 začnejo spoštovati avtoriteto direktorja dirk in FIA. In to je ena izmed poglavitnih točk, katero morajo vzpostaviti sedaj pri Formuli 1 in tudi zaradi tega takšna polemika. Seveda, vozniki so do sedaj imeli določeno mero moči, ki jo nočejo izgubiti. Ne gre se toliko za neke kose nakita, kot pravzaprav za tisto moralno in tudi politično moč, ki jo sedaj imajo na štartnem razporedu, lahko bi jo pa kaj hitro izgubili. A videli smo,
da sam direktor dirke in seveda FIA le upošteva pravila, ki so že dolga desetletja v Formuli 1 in vsem znana. Zato tudi sam menim, da je prav, da se jih spoštuje ali pa spremeni. Za danes bo seveda to vse. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.